Včasih se nam pri pisanju dokumenta zgodi, da nam zmanjka prostora za zapis celotne besede. Zato jo pač moramo včasih z vezajem razdeliti. Tudi v Wordu je lahko deljenje besed zelo pomemben del oblikovanja besedila. Brez deljenja besed lahko besedilo, posebej če je levo poravnano, na desnem delu izpade tako zelo valovito, sem in tja. Če pa je celotno besedilo oboje stransko poravnano, pa imamo lahko med besedami v določenih vrsticah zelo nadpovprečne razmake. Zato, ker mora tisto daljšo besedo, ki bi jo drugače mi razdelili, premakniti v naslednjo vrstico. Odprimo si torej tale naš dokument, Mona Lisa, kjer bomo nastavili samodejno deljenje besed. Vseeno je, kje v dokumentu se nahajamo z miško, pomembno je, da gremo pod zavihek postavitev, deljenje besed in izberemo samodejno. Avtomatsko vidimo, da je besedilo na desnem robu, ki je sicer poravnano levo, veliko bolj enakomerno porazdeljeno kot prej. Če dam zdaj razveljavi, vidimo, da je v originalu besedilo zelo neenakomerno razporejeno. V temle prvem odstavku vidimo, da je Word razdelil besedilo prikazuje pri samoglasniku A. Zakaj ga pa ne bi recimo razdelil pri uju? Dajmo najprej deljenje besed odstraniti. Kliknimo deljenje besed na zavihku postavitev in izberimo brez. Zdaj, to deljenje besed bi lahko nekako ročno vstavljali z vezajem in mehkim prelomom, vendar potem, če se besedilo spremeni, se tisti mehki prelom ne bo dobro poznal na obliki besedila. Zato nastavimo ročno deljenje besed. Gremo spet pod postavitev, deljenje besed in izberimo ročno. Tako nas bo Word za vsako besedo, ki jo želi razdeliti, vprašal, kje naj da ta vezaj. Vidimo, da je pri besedi prikazuje našel 1, 2, 3 različna mesta, kjer bi lahko se ta vezaj nahajal. Da izberemo, kje naj ta vezaj bo, lahko nanj ali kliknemo, ali pa se s smernimi puščicami premikamo levo, desno in izberemo tistega, ki ga želimo. Pa dajmo izbrati tokrat tega zadnjega in potrdimo z da. In tako dalje bi potrdili čisto vsako besedo. Pa dajmo tokrat klikniti prekliči. Zelo zanimive so pa možnosti deljenja besed. Če gremo spet pod deljenje besed in izberemo možnosti, vidimo, da nam Word omogoča dodatno malo bolj podrobno nastavljanje, kaj želimo sploh zares deliti. Prvo polje je nasploh, ali imamo deljenje besed vklopljeno ali ne. Pa ga dajmo kar odkljukati. Zelo zanimiva pa je druga možnost, ki nam omogoča, da tiste besede, ki so zapisane z veliko začetnico, torej recimo imena ali pa imena krajev, tako kot imamo tukaj Louvre, če bi imeli kakšne besede zapisane z velikimi črkami, za katere želimo, da ostanejo skupaj, nedeljene, bi tukaj odkljukali polje. Spet pa lahko tukaj z gumbom ročno pridemo do ročnega deljenja besed. Pa dajmo klikniti v redu. Tudi če na zavihku osnovno posodobimo slog navaden na oboje stransko poravnavo in potrdimo z v redu, bodo besede še vedno deljene, vendar bodo razmaki med besedami, kjer se delitev zgodi, manjši. Če vam je bil video všeč, ga ne pozabite lajkati in da ne zamudite naslednjega, se naročite na moj kanal in spremljajte mojo Facebook stran Office tečaji.